Dejstvo je, da je danes čevlj, ki je izdelan po meri, vreden tudi nekaj 100 evrov in da seveda dobiva ravno veljavo, precizno in kakovostno izdelan čevlj večjo veljavo kot pa masovni izdelki iz Daljnega vzhoda na eni strani. In pa seveda potrebno je vedeti, da je naša obutvena industrija evropsko in svetovno konkurenčna in seveda izdeluje najzahtevnejše izdelke. Tukaj mislim tako obutev za prosti čas, kot pa modno obutev, tako da seveda ni vprašanje, ali se lahko človek s tem poklicem zaposli. Še več, v zadnjih letih vse bolj ugotavljamo, da je čevljarjev premalo in seveda bojazen strokovnjakov iz podjetij je, da generacije, ki odhajajo v pokoj, ne bomo mogli primerno nadomestiti z mladimi kadri. Na Združenju za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo smo v tem letu izdelali anketo med podjetji, da bi ugotovili, kakšne so pravzaprav potrebe po tovrstnih kadrih. Odgovori iz podjetij kažejo, da bomo v naslednjih 3 letih potrebovali vsaj 100 čevljarjih, ki bodo seveda zaposleni v različnih podjetjih na različnih delovnih mestih in seveda upamo, da bo vpis tako velik, da bomo lahko tem potrebam tudi zadostili. Ne samo, da smo ljudje obuti že od davnine, še več, danes postajajo obutev zmeraj pomembnejša, kajti vsi želimo obutev, ki nam bo čim bolj pristajala, saj smo obuti ves dan in prav to dejstvo po obutvi, ki bo prilagojena posamezniku, je zagotovilo, da ne bodo čevlji iz Daljnega vzhoda preplavili našega trga tako, da bi ti poklici izumrli. Dober dan. Zdravo, kar naprej. Ja. Moji čevlji naj bi bili dokončani. Evo, kar izvolite, evo. Tukaj so tvoji čevlčki, ko so gotovi. Izvoli. Kako so lepi. No tole pa res čisto nekaj posebnega. Samo so res lepi, A ne? Evo. Super, super. Evo, jaz bom zaradi sam še stelko pogrel in boš ti še toplo not stopila, da se oblikuje po tvoji nogi. A prav po moji nogi? Tako, točno po tvoji nogi. Evo, super. takole bom pogrel. Takole, evo, zdaj te bom poprosil, če jih boš kar lepo obula. Takole, evo, izvoli, pa še tale pripomoček, takole za lažje obuvanje. Izvoli. In zdaj samo stopim, ne rabim hoditi v njih. Tako, stopi, da se bo oblikoval po tvoji nogi. Tako. Takole, evo. To pa kar prijetno toplo. Ja, res je. Takole, evo, zdaj bomo malo počakali, da se malo ohladi. Potem pa oblečemo usne in zapakiram in so že tvoji čevlčki. Super, super. Koliko časa še? Evo, mislim, da bo kar v redu, kar lahko se sezuješ. Takole, evo, zdaj se je to točno oblikovalo po tvoji nogi. Evo, zdaj bom pa isto oblekel v usne, evo. Pa jih bom zapakiral in boš že imela za naples danes. Super. No, s takimi čevlji pa človek potem res nekaj posebnega, ne? A greva na ples? Na ples, z veseljem, draga. Moja pot se je tako začela, da sem se po končani osnovni šoli vpisal na čevljarsko šolo v Kranj. Tam sem bil edini v Sloveniji vpisan na ta študij, predmet, zato mi je ravnatelj svetoval, da se naj vpišem na srednjo šolo v Domžale, na eno podobno smer, tako da bom delal samo strokovne izpite v Kranju za čevljarsko smer. In res je bilo tako, da sem delal potem 2 šoli hkrati in tudi obe hkrati dokončal, čevljarsko in galanterijsko šolo. Vmes sem imel, ker sem bil v dualnem programu, kar pomeni, da sem imel pol leta šole, pol leta prakse, sem prakso usposabljal se pri čevljarstvu v Deb v Ljubljani, kjer sem se tudi naučil izdelave čevlja, kot danes ga tudi upravljam. Na preskoku iz srednje šole na fakulteto sem še naredil poslovodsko šolo, da lahko svoje izdelke tudi prodam. Na znanju, ki sem ga pa pridobil na fakulteti,
je pa smer oblikovanje, kjer sem tudi diplomiral z unikatnim ročno izdelanih čevljev.